Spoštovani, lepo pozdravljeni, cenjena družina Rož, dragi mladi nagrajenci, mentori, lep pozdrav vsem gostom. Vsako leto nam je izredno veselje, da nam mladi ustvarjalci dopustite pogled v svoje razmišljanje, v svoje dojemanje sveta, ki nam ga pokažete, razgalite skozi svoje literarno ustvarjanje. Prepričana sem, da ste vsi vi mladi prav tako kot vaši sošolci, vrstniki, prijatelji, da je vaš svet prežet z vso moderno tehnologijo, ki nas danes obkroža v vsakem segmentu življenja. Hkrati pa sem prepričana, da dokazujete svojim pisanjem, svojo ustvarjalnostjo, da vsa ta moderna tehnologija ne more iz vašega življenja izpodriniti knjige, branja, saj gotovo z branjem prihajate do spretnosti, ki ste jo izkazali v svojem pisanju. Naše zaključno srečanje tega literarnega natečaja, za katerega moram reči, da je pomemben del našega življenja, naše šole in dovolim si reči takole tudi ustvarjanja številnih šol po Sloveniji. Torej, ta slavnostni zaključek in to celodnevno druženje je ponavadi umeščeno sredi marca, nekje ob dneh, ko počastimo recimo dan poezije ali še kakšen pomemben datum v slovenski literaturi. Ne morem pa mimo tega, da so letos Roševi dnevi, mogoče se bo slišalo nenavadno, umeščeni v tednu možganov. Nevroznanost, ki proučuje možgane, prihaja v zadnjih letih do nepojemljivih spoznanj. In poudariti je treba, da tudi literatura je tista, ki vzpostavlja marsikatero povezavo v naših možganih in nam omogoča čisto posebno dojemanje sveta. Estetska izkustva so tista, ki našim možganom sporočajo, kako razumeti svet okrog sebe. In ne samo kako ga razumeti, tudi kdaj, da je vredno o kakšni stvari ponovno razmisliti in tudi kakšen vidik prevrednotiti. Torej, dopustimo literaturi, da se večkrat, še pogosteje, poigra z našimi možgani. Danes zaključujemo 29. Roševe dneve. O zgodovini Roševih dni, pa tudi o Franu Rošu smo danes že izrekli nekaj besed. Pa se vprašam, kako bi se pa Fran Roš počutil danes? Kako v tem svetu? Ne vem, saj je Fran Roš ustvarjal v prvi polovici 20. stoletja. Nekaj pa sem prepričana, da bi z zadovoljstvom,
ki bi ga izkazal s skromnim, spoštljivim nasmehom, izkazal odobravanje in spoštovanje vam, mladi ustvarjalci. Morda bi, tako kot mu je bilo navadi, privzdignil klobuk in se rahlo poklonil. Zato dovolite, da tudi jaz izrečem vam, mladi ustvarjalci, vašim mentorjem, spoštljiv, prijazen, skromen, hvala v svojem imenu in v imenu Osnovne šole Frana Roša.